moje vprašanje, in to si po moje vsak starš mora postaviti in tudi vsaki neko diagnozo dobi, kaj pa jaz lahko naredim za to, da se bo to spremenilo. Zame je to pomenilo izključno ena banalna stvar, bom rekla. A veš, ko se zgodi taka traumatična situacija, dosti mam po porodu, tudi izgubim mleko, zaradi tega, ker je to šok, psihološko šok za telo. Jaz tega nisem vedela, recimo, dokler mi niso sestre so mi povedale, ja, veste, če bo se to zgodilo normalno in tako. Jaz sem vedela sama, ok, to je edina stvar, ki jo jaz lahko v tem trenutku naredim, ker ne morem, on je bil v Ljubljani, jaz sem bila takrat v Mariboru, in jaz sem si pač tisto mleko črpala, se smešno sliši, ampak to je realnost. In sem rekla, ok, mu bojo to dajali po sondi, zato ker sem brala, da je pač materino mleko zdravo in tako. A razumeš, gre za to, da rečeš, ok, v tistih najbolj kritičnih situaciji, kaj pa jaz lahko naredim za to. In to vprašanje sem si milijonkrat skozi to celo zgodbo postavila. Bravo. In tukaj spet poudarjam to, kar si tudi ti rekla. Ena velika pohvala, en velik poklon medicini, ki je ključno tudi prispevala k temu, da je Gabriel danes uspešen mlad fant, ki dela in živi v tujini. Hkrati pa tudi to upanje, ki si ga ti nekje dobila. Jaz dostikrat rečem, tudi ko se pogovarjam z zdravniki, ki prihajajo na naše delavnice, da ni treba, da pacientom dajo lažno upanje, je pa ključno, da vsaj neko upanje dajo.